Torej, lanski proračun, ki ga je imela agencija, je bil 271 milijonov, letos bo 329, prihodnje leto bo čez 400, to je tistih 0,08% BDP-ja rasti, ki se potem dodatno razporedi v raziskovalno sfero. Letos bo tudi prvič finansiran razvojni steber financiranja. Torej, to se nam zdi zelo pomembno, ker od razvoja si vsi veliko obetamo in samo z razvojem nam bo v prihodnosti bolje. Nekaj novosti, več je povedala dr. Razpotnik Viskovič, ampak ključna stvar je, da se uvaja funkcija urednika, za katero upamo, da bo nekatere stvari spravil vred. Ob tem razvijamo tudi sistem informacijske podpore, kar nek določen čas traja, ampak načrt je narejen, finančni del je večinoma zagotovljen, tako da imamo nek cilj, do katerega bomo prišli. Kako hitro vam pa v tem trenutku ne moram povedati, ampak letos še ne bomo vsega zaključili, kar bi radi. Seveda poznate tudi načrt za okrevanje in odpornost. Tudi agencija je dobila nekaj nalog s tem v zvezi in bo objavila torej en poziv in en razpis. Poziv bo objavljen za sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti in spodbujanje mednarodne vpetosti, predvidoma bo objava danes. In potem pa še večja stvar, to bo pa tematski razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL-3-6, to pomeni, da ni samo bazična znanost, ampak je že nekaj naslednjih korakov do nekega končnega produkta. Govorimo o največjih projektih, kar so bili razpisani za raziskovanje Slovenije, to so 5-milijonski projekti za 3 leta, 4 taki projekti. Za primerjavo, temeljni projekt je 100 000, velik projekt je pa 500. Lanski zakon o razvojni raziskovalni dejavnosti je kot eno od glavnih novosti uvedel stabilno financiranje. V stabilnem financiranju so se združile dejavnosti, ki so že potekale po delih v okviru drugih raziskovalnih dejavnosti. Po vsebini se združuje torej infrastrukturna dejavnost, pa institucionalni steber, ki združuje tam tudi upravljalske in podporna dejavnost. V programski steber so se združili raziskovalni programi in pa mladi raziskovalci. Na novo pa se uvede razvojni steber, ki pomeni spodbujanje razvoja znanstveno-raziskovalne in infrastrukturne dejavnosti in pa še dodatno programi nacionalnih raziskav, ki se izvajajo v okviru razpisa na teme, ki so velikega pomena za Slovenijo in ki se torej izvajajo v obliki kompetitivnih raziskav. ARRS je 11. januarja 2023 objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023. Gre za javni razpis, ki je objavljen vsako leto. Letos se predvideva višina sredstev 30 milijonov evrov in je za 8 milijonov 400 tisoč evrov višja od lanskega razpisa. Z javnim razpisom spodbujamo tudi mednarodno sodelovanje v okviru dogovora s tujimi partnerskimi agencijami. In sicer v tem primeru slovenski prijavitelji lahko prijavijo skupaj z raziskovalci iz tujine, in sicer iz Avstrije, Švice, Češke, Poljske, Madžarske, Flandrije, potem Hrvaške in Luksemburga. V tem primeru ARRS sofinancira slovenski del raziskave, medtem ko tuja agencija sofinancira tuji del raziskave. V okviru razpisa so predvidena sredstva za program dr. Aleša Debeljaka, in sicer v letnem okviru 1 200 000 evrov, to je za sofinanciranje 12 temeljnih projektov. Je pa ta program namenjen vračanju slovenskih raziskovalcev, ki delujejo v tujini, nazaj v Republiko Slovenijo. Ja, ta program Aleša Debeljaka je nepopolno izkoriščen. Se pravi, primer na lanskem razpisu, ker je bilo razpisanih 12 mest, so bile 3 prijave.
Sam program bo potreben prenove in razmisleka. Tukaj želimo predvsem z naslednjim letom mogoče pogoje prilagoditi tako, da bodo res, bi rekla, življenjski in prilagojeni specifikam, no, ki jih raziskovalci, ki se želijo iz tujine priselcem. Dodatna sredstva v letnem obsegu 4 milijone evrov pa so namenjena sofinanciranju 8 velikih raziskovalnih projektov. To so pač projekti, kjer je letni obseg 500 000 evrov na projekt. V njih morata sodelovati vsaj 2 po tipu različni raziskovalni organizaciji. Razpis bo odprt do konca februarja. Začetek sofinanciranja se predvideva v začetku septembra 2023. Je pa seveda ta začetek odvisen tudi od števila prijav, od kompleksnosti teh prijav in pa od odziva recenzentov.